Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Tokratni pregled dogodkov bo žal nekoliko skromnejši, saj je bilo zaradi koronavirusa preventivno odpovedanih kar nekaj prireditev in dogodkov. Sicer pa smo se o tej grozljivi nadlogi pogovarjali tudi z direktorico Bistriškega zdravstvenega doma, doktorico Jožefo Lešnik-Hren. V lokalnih novicah o tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije ter pripravljenosti zdravstvenega doma Slovenska Bistrica na koronavirus. V športu pa v turnirju v kegljanju društev paraplegikov. Občina Slovenska Bistrica je zaradi širjenja koronavirusa pripravila nekaj novih ukrepov. Podrobnosti so predstavili na novinarski konferenci. Mi sledimo vse temu in to je verjetno temeljno in na to treba verjetno še enkrat opozoriti. Tudi sicer, da gre pravzaprav na nek način za, pa ne bom rekel ravno ukinjanje javnega življenja, ampak predvsem za krčenje tega javnega življenja na način samozaščite. To pomeni, da se pač čim manj ljudje naj na nek način družijo, ker s tem onemogočajo ta prenos virusa. No in zaradi tega smo mi zdaj tudi kar zadeva občine sprejeli kar nekaj ukrepov. Zdaj, kar se teh ukrepov tiče, so do nadaljnjega odpovedane vse športne in druge prireditve. Tudi priporočilo občanom, da se ne udeležujejo nekih zasebnih druženj in pa da se tudi sicer društvene aktivnosti ostale praktično ne izvajajo, da se tudi izogibajo vseh potovanj. Kar zadeva javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina Slovenska Bistrica, so vsi zaprti in tudi aktivnosti, ki so s temi zavodi povezane, razen seveda zdravstvenega doma in pa lekarne, ki pač poslujeta v skladu z navodili Ministrstva za zdravje. Zdaj, v tej hiši je še tudi deluje upravna enota in pa sodišče, kar zadeva njih, mi se pač usklajujemo. Kar se tiče aktivnosti, sicer konkretno se treba nasloniti na njihove spletne strani, je pa res, da po zadnjih informacijah, ki imamo, bi naj sodišče praktično celoti prenehalo delovati tukaj na tej lokaciji, mogoče imelo kakšno dežurno službo, te informacije še čisto nimamo. Zdaj, tudi mi smo, kar se tiče občinske uprave, v celoti zreducirali delovanje, ampak seveda na pristop, da se komunicira preko elektronskih medijev in pa pač telefona, tako da dežurne številke in vse ostalo tukaj je, če kaj nujnega, ne. In pa kar se tiče samega vhoda v konkretno to stavbo, smo zelo omejili dostop. Bo sicer v tehničnem smislu v drugem tednu nekoliko drugače organiziran. S tem pa, da še enkrat tudi v tej priliki pač posebej apeliram na to, da se dejansko upoštevajo navodila za zdravje in navodila, ki jih objavljata, torej Ministrstvo za zdravje, ampak navodila, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za zdravje. Jaz mislim, da bi ljudje se morali pa zavedati vseeno resnosti situacije, ne v tem smislu, da se na to odzovejo panično, ne, ampak da se odzovejo predvsem odgovorno. Zdaj, kar se tiče, mi smo tudi v današnjem dnevu, seveda zdaj dobivamo, glede na to, da je pač epidemija, posamezne navodila, še z posameznih resorjev. Mogoče bi še samo 2-3 stvari, ki so v organizacijskem smislu pomembne, opozoril. Zdaj, kar zadeva morebitne, govorimo o obolelih občanih, ki so ali pa bodo v domači skrbi in ne bodo imeli možnosti zagotoviti skrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami, zdravili naj pokličejo ustrezno številko, in sicer je to številka 041 723 565, pa še boste dobili. In preko te številke se bo organiziral ta pomoč, ki bo pač potrebna. Ampak, ponavljam še enkrat, tu zdaj ne gre za neko splošno pomoč, ampak izključno za tiste, ki bi eventualno bili zboleli in nimajo druge možnosti, nimajo svojcev, nimajo koga drugega. Potem pa še
dve stvari. Zdaj, veste, da je bilo seveda v naslednjem tednu se ukinja, torej vsi izobraževalni izobraževalne aktivnosti, torej to pomeni pri nas od vrtca do osnovne šole in tudi do srednje šole aktivnosti se zapirajo. V bistvu je pa seveda res, da je potrebno po drugi strani zagotoviti nujno varstvo otrok za tiste, ki zaradi svojih obveznosti delovnih nimajo možnosti za te otroke poskrbeti. Mi smo imeli danes ta sestanek tukaj, moram pa še to reči, da sicer mi že praktično od začetka tega pojava aktivno spremljamo dogajanje in postopno seveda sprejemamo tudi ukrepe, predvsem je povezavi z zdravstvenim domom, pa še nekatere druge, ki so pač bili potrebni do zdaj in seveda prilagajamo glede na to, kako se stvari odvijajo. Že praktično zdaj 3 tedne pač sestanki praviloma potekajo na nivoju civilne zaščite za tistimi, ki so pa za posamezna področja odgovorni. No, zdaj recimo danes nazadnje, ampak ne nazadnje, smo se sestali z torej vodci vrtca pa šol. Gre, kar se tiče tega nujnega varstva, za to, da bo, kar zadeva torej vrtcev, to organiziral vrtec in sicer predvidoma na eni lokaciji, in sicer je to na lokaciji enote vrtca Cicibana tukaj v Slovenski Bistrici, s tem, da organizacija poteka znotraj vodstva vrtca z svojimi enotami in pa z dislociranimi vrtci. Ampak seveda še enkrat ponavljam za tiste otroke, ki pač njihovi starši imajo delovne obveznosti iz naslova nujnih delovnih obveznosti. To so pa seveda tisti, ki so zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in pa mogoče še nekateri drugih službah, ki so potrebne za oskrbo, govorimo o energetiki pa o komunali recimo pri nas. Zdaj, če še bo kakšna drugačna navodila, pa se bo to še dopolnilo. Zdaj, kar zadeva osnovne šole, tukaj gre za to, da bi se tudi za njih organizira varstvo in sicer predvsem za torej otroke, ki so v prvi triadi, in sicer na način, da se bodo torej v ponedeljek pač po posameznih šolah v bistvu te stvari organizirale, potem pa bomo v nadaljevanju, glede na to, koliko bo teh pač zadeve organizirali naprej. V tem smislu bo nek fleksibilen pristop, tako da zadeve čim bolj tekoče tečejo, pa brez nekih, še enkrat ponavljam, nekih paničnih pristopov, ampak res tako, kot mora biti. Zdaj šole se pripravljajo, tako da tu gre tudi za to, da če kdo od staršev kdorkoli želi imeti kakšne bolj podrobne informacije, se obrne na pač posamezno šolo, odkot otroci prihajajo. Ob tem, da v tem trenutku že lahko povemo to, da kar se tiče osnovne šole Minke Namestnik, ostaja zaprta, kar zadeva pa srednje šole tudi s tem, da bo predvidoma učni proces pri njih potekal nadaljavo preko spleta, podobno bo pa verjetno organizirano tudi po osnovne šole za drugi dve triadi. Zdaj, kar se vrtca tiče, to sem že povedal, mogoče še samo ena stvar, kar se tiče komunale. Zdaj komunala se tudi ugotavlja oziroma zagotavlja oskrbo za pač prebivalce. Zdaj konkretno se zapira Cero, sicer ne, ampak to pa ne pomeni, da se ne bo sicer pobiralo oziroma skrbelo za ravnanje z odpadke. Ne gre samo za to, da se s tem omeji direktni dostop do tega dela. Zdaj informacije so tudi na spletni strani komunale, pa tudi mi sproti se informacije tudi objavljamo, da delujemo nekako povezano. Zdaj jaz bi še vse enkrat res opozoril na to, preden še dam besedo, da
je res treba, po moje, z neko zelo enostavno informacijo ljudi pač ljudi apelirati, ne, da se zavedajo torej, te resnosti položaja, da se obnašajo v bistvu na nek način tudi samozaščitno, ne gre predvsem za to, da pač je tega druženja, ki ni nujno, čim manj. In da v bistvu pač ob tem še se spoštujejo vsa ostala navodila, ki jih pa že ves čas pač dobivamo. Ne. Verjetno, če bi, včasih imamo tudi občutek, da se kdo pa ne obnaša dovolj odgovorno, če bi bilo to drugače, bi moče bila situacija nekoliko boljša. Ne. Mi še to ne zdaj, kar se nas tiče, se bomo na nivoju štaba redno sestajali, ne, recimo, tudi kar se tiče nekih bolj specifičnih operativnih sestankov, čisto po potrebi, ne. Konkretno recimo, kar zadeva organizacije, torej varstva, predšolske vzgoje in pa te prve triade bomo imeli sestanek potem naslednji takoj v ponedeljek, ko bomo točno videli, kakva je situacija v vrtcih in po šolah in temu ustrezno prilagodili in pogoje, kar zadeva čuvanja, pa tudi prehrane in še česa, kar je potrebno. Mogoče toliko uvodoma z moje strani, zdaj moče šel. Resnično je potrebno povedati, da smo mi v okviru občine Slovenska Bistrica začeli pravočasno z izvajanjem teh ukrepov in predvsem o dogovarjanju in koordinaciji vseh aktivnosti, ki že pa zdaj potekajo in o katerih vam je več spregovoril župan. Mi smo že resnično skoraj pred mesecem dni se odzivali in spremljali te pojave koronavirusa in vse, kar je potem tudi prešlo v Evropo in tudi v Slovenijo. Mi smo imeli kar veliko teh operativnih sestankov, na 3 sestankih je bila prisotna tudi direktorica zdravstvenega doma, posebej smo na to temo organizirali tudi sejo varnostnega sosveta in preden se je v bistvu smo bilo kakšne konkretne naloge glede samega delovanja zdravstvenih ustanov dobili, smo se mi tudi že operativno z zdravstvenim osebjem pogovorili, na kakšen način se bojo pa opravljali te preglede z morebitnimi okuženimi ljudmi s koronavirusom. Zato smo že, zdaj bo že več kot 14 dni nazaj, kar smo tudi na pobudo župana organizirali in postavili pri zdravstvenem domu, seveda v sodelovanju z direktorico zdravstvenega doma, ta mobilna kontejnerja z sanitarijami in pripravili samo situacijo, pripravili prostore v primeru, da bi pa vstopna točka bila tudi v naši občini, ampak seveda kasneje je bilo to spremenjeno, da so vstopne točke prvo 52, da smo večje občine tudi zraven, kasneje je bilo rečeno, da je teh vstopnih točk samo 16, ampak te bivalne kontejnerje smo mi v bistvu pustili v tem delu in so že sedaj kar v nekaj primerih prišli tudi zdravstvenim delavcem, zdravnikom kar dobro upoštev, ker so pač nekatere ljudi obravnavali, ki pa so imeli nekako podobne simptome, kot pa so simptomi koronavirusa in sigurno so to zelo koristno uporabili. Zdaj je seveda treba opozoriti, da ponovno na to, kakšno je ravnanje posameznikov, kakšno je potrebno ravnanje posameznikov v primeru, da zaznajo simptome pri sebi koronavirusa. Seveda tu govorimo, da ne ponavljamo vsega od povišane telesne temperature do kašlja in vsega ostalega, da je potrebno po telefonu poklicati osebnega zdravnika. Če ga ne dobimo, ima zdravstveni dom tudi mobilno telefonsko številko objavljeno, to je 041 345 659, na katero se pokliče in se potem z dežurnim zdravnikom ali s tistim zdravnikom, ki se bo oglasil, se tudi skontaktira in se pogovori, kdaj in kje vas bo on obravnaval. Ali vas bo obravnaval v tem
mobilnem prostoru, ali bo celo on prišel do vas, ali bo vas tudi nekje druge pogledal in potem na potu na odvzem brisa, to je pa še za našo območje še zaenkrat to Maribor. Mislim, da se bo stvari tudi še nekako bodoče spremenili ali bo pa ostalo enako. Zato mi smo tudi v sodelovanju z zdravstvenimi delavci se dogovorili, ker je pač nastajajo problemi, ljudje tega, kar sem prej omenil, ne upoštevajo. In zaradi tega se je pred vhod v zdravstveni dom so se postavila dva zdravstvena delavca, ki preverjata v bistvu in se pogovarjata z ljudmi o njihovem namenu prihoda v zdravstveni dom. V zdravstveni dom lahko pridejo samo tisti, ki so naročeni. Tisti, ki niso naročeni, seveda se pa jih odslovi in potem jih uvesti, da se je potrebno posvetovati in poklicati svojega osebnega zdravnika in tako naprej, tako kot sem omenil. Zaprl se je tudi vhod 1 v zdravstvenem domu, deluje samo vhod 2 in 3 in tam je potem ta tudi točka, kjer v bistvu ljudje lahko vstopajo. So primeri, ko ljudje teh zdravstvenih delavcev na vhodih ne upoštevajo. Po drugi strani pa so tudi primeri, ko ljudje ne povejo vseh simptomov, kaj pravzaprav jim je. In lahko zaradi tega nastanejo tudi veliki problemi. Zaradi tega opozarjam, da resnično so ljudje tam zato tudi, da povejo. Nekaj primerov je bilo tudi groženj, nasilnega poskuša vstopa v zdravstveni dom strani posameznih oseb, zato smo se nekako odločili, da bomo pač pomagali zdravstvenemu domu, da bomo še tudi koga izmed moškega oseba dali tja, ki je mogoče malo bolj preventivno vpliva na sam odnos in da bi nekako res zaščitili, da te prostori zdravstvenega doma ne bi bili kontaminirani. Toliko v tem kontekstu in resnično to je tista najbolj glavna stvar, ki je pomembna, da res se držimo teh navodil in tako tudi potem pridemo do samega testiranja. Marsikdo, ki čuti neke zdravstvene težave, v bistvu naj pokliče in testiranje bo opravljeno po oceni osebnega zdravnika. Toliko okrog tega. Naslednjo, kar bi rad opozoril, je bilo sicer že tudi v medijih, kar se tiče oskrbe z osnovnimi življenjskimi prehrambenimi artikli. Tudi v Slovenski Bistrici se dogajajo primeri prekomernega kopičenja zalog in resnično je to, da tisti, ki bodo ali pa ki preveč kupujejo, preveč si zaloge ustvarjajo doma, resnično potem se dogaja to, da za nekatere druge, ki pa nimajo ničesar doma, pa bo teh zalog ali pa teh artiklov pa zmanjkalo. Zato res opozarjam na to racionalno nabavo, ker koncu imajo tudi vsi artikli, imajo neke roke trajanj in je tudi tu lahko problem. S tem je pa povezana seveda tudi neka splošno nerazpoloženje, vznemirjenje ljudi, pa ne bi govoril o neki paniki, ki ni v nobenem primeru potrebna. Zato je pač, če bomo upoštevali vse te ukrepe, ni potrebno nobenega vznemirjenja, nobene panike in pa tako, kot je tudi župan omenil, glede vseh teh ostalih upoštevanja vseh teh ostalih samozaščitnih ukrepov. Toliko, hvala. Sam sistem civilne zaščite seveda temelji predvsem na naših gasilcih. Samo vodenje seveda pa je v sklopu ožjega sestava štaba civilne zaščite oziroma, ko bo potrebno, se bo pa seveda v celotnem sestavu aktiviral. Podpora pa seveda tudi v domeni štaba civilne zaščite. Mi smo že imeli seveda sestanke z našimi gasilci, na njih smo seveda večine stvari se bo izvajalo preko njih, na njih se bomo seveda najbolj opirali, oni so naša glavna sila pri vseh teh nalogah, ki bodo pač potrebni, takrat, ko bodo pač nas rabili, da pomagamo pri zajezitvi oziroma pri pomoči občanov, ko bodo rabili pač podporo pri oskrbi, ko bo rabo podporo zdravstveni dom in pa še kakšne druge službe, vrtci, šole.
Tako da naši gasilci so pripravljeni, o tem so obveščeni, seveda znotraj posameznih gasilskih društev se zbirajo podatki oziroma se evidentirajo ljudje, ki bodo pač na voljo, tako da bomo imeli dovolj ljudi na razpolago, ko bo pač to potrebno. Sicer pa je za našo občino res ena dobra informacija, od 15 ljudi, pacientov, ki so bili napoteni ze strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica na vstopno točko na odvzem brisa, niti en vzorec ni bil do sedaj pozitiven. To pomeni, da smo kar na dobri strani in upam seveda, da bo tako še nekaj časa. Na 7 glasbenih šolah Štajerske in Pomurja v teh dneh gostijo 49. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsik, ki ga organizirata Komisija tekmovanja Mladi slovenski glasbeniki in Zveza slovenskih glasbenih šol. Kar 361 tekmovalcev svoje znanje preizkuša v disciplinah trobenta, rok, pozavna, tuba, evfoni, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz solo. Tekmovanje letos gosti tudi glasbena šola Slovenska Bistrica. Več o dogajanju je povedala Radmila Bikić-Magdić, ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije poteka vsako leto. Organizacijsko je to krovna ustanova Zveza slovenskih glasbenih šol in tekmovanje poteka na regijskem nivoju. To pomeni, da organizacijo prevzame regija, vsake 3 leta se pa potem zamenja. Zakaj? Zato, ker tudi discipline, tekmovalne discipline, predvsem mislim na instrumente, se vrstijo vsake 3 leta. Tako da smo z letošnjim letom organizacijo prevzeli Štajerske glasbene šole in glasbene šole Pomurske regije. Tekmovanje poteka v 3 starostnih kategorijah. Prve kategorije so namenjene otrokom glasbenih šol in še enkrat razdeljene na starosti. Potem druga kategorija so dijaki konzervatorijev in umetniških gimnazij, tretja starostna kategorija so študentje. To so učenci, dijaki in študenti javnih glasbenih in zasebnih glasbenih šol Slovenije. Po razpisu in propozicijah seveda se lahko tekmovanja udeležijo slovenski državljani, kakor tudi tujci, ampak ki študirajo oziroma obiskujejo slovenske glasbene šole. Tudi v Slovenski Bistrici budno spremljajo dogajanje v zvezi z novim koronavirusom. Več o tem, kako so v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pripravljeni za morebitne prihode bolnikov s tem virusom, je za Studio Bistrica povedala direktorica doma Jožefa Lešnik-Hren. Teoretično se pripravljamo, neke take velike epidemije do zdaj še nismo imeli, tako
da to je prava vaja v živo ali pa v realnosti. Pripravljamo se, postavili smo kontejnerje, to vidite, tako da prostore smo uredili. Nekaj zaščitnih sredstev tudi imamo, navodila tudi imamo. Seveda pričakujem pa, da bodo pacienti ta navodila naša upoštevali. Najbolj pomembno je, da pokličejo svojega izbranega zdravnika, da povedo, kakšne zdravstvene težave imajo, da se zdravnik z njimi pogovarja o tem, kdaj je potreben pregled v zdravstvenem domu in kdaj pregled ni potreben. To bo najbolj uspešno preprečilo širjenje virusa, če bomo obveščeni, če se bomo lahko pripravili in če bomo pacienta pravilno usmerili. Kaj pa sicer svetujete občanom, tistim seveda zdravim, ki ne kažejo kakšnih znakov okuženosti s koronavirusom? Vsekakor tako samozaščitno obnašanje, ki je svetovano na vseh straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V množico hodimo samo takrat, ko je res potrebno, v trgovino po nakupih, se ne gremo sprehajati, kupimo tisto, kar je potrebno in gremo domov. Umivamo si roke, po potrebi tudi občasno razkužujemo, predvsem ob obisku teh javnih površin. Z ljudmi, s katerimi se pogovarjamo, stojimo na varnostni razdalji 1,5 metra. Z ljudmi se ne rokujemo. Kljub temu, da je rokovanje sicer prijetna zadeva, jo v teh dneh, v teh mesecih pač opustimo. Navadimo se, da se lahko samo prijazno pogledamo. Zagotovo pa panika v tem času ni primerna, je tako? Panika zagotovo ne, ampak upoštevanje nasvetov pa je zelo, zelo potrebno. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 2. marca do 9. marca obravnavali 2 kaznivi dejanji tatvine in kaznivo dejanje ponarejanja listin. Slovenska Bistrica, neznani storilec je s tatvino lastnika oškodoval za 400 evrov. S ponarejanjem poslovnih listin je storilec podjetje oškodoval za 27 000 evrov. Policisti so bili obveščeni o 18 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 8 prometnih nesreč kot prekršek, v 9 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. V enem primeru pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo tudi 21 plačilnih nalogov in začasno odzetih tudi nekaj vozniških dovoljenj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 10 intervencij, in sicer 5 v zasebnih prostorih in 5 na javnem kraju. V enem primeru so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Društvo paraplegikov Podravja je v ponedeljek 9. marca na kegljišču v Slovenski Bistrici izvedlo turnir v kegljanju. Turnirja ob prazniku občine Slovenska Bistrica se je v posamični konkurenci udeležilo 17 kegljačev in kegljavk, v ekipni konkurenci pa je sodelovalo 5 ekip. Pri moških je zmagal Miran Jernejšek pred Janezom Janežičem, oba sta člana ekipe Maribor 1 in Viktorjem Rupnikom iz Ljubljane. Pri ženskah je bila najboljša Marija Kerec iz prve ekipe Maribora. Druga je bila Nataša Godec, članica druge ekipe Maribora, tretje mesto pa je osvojila Senka Ivanišević iz Ljubljane. V ekipni konkurenci je slavil Maribor 1 pred Ljubljano in Koroško. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Vse dobro in nasvidenje do prihodnjič.